Dear Annie, Anja pa z mano, zdravo. Živa. Sicer bi moral reči Dear Anja. Ne, ni tako, je pa isto ime, ne. Dear Annie ni nastalo ime zaradi tega, ker je meni ime Anja. Je pa res, da so me prijatelji potem začeli tudi klicati Annie. Ime je v bistvu nastalo tako, ratalo je tako, ker sem jaz tisti čas, ko smo si izbirali ime, poslušala nek album irskega reperja, ki se imenuje Dear Annie. In se mi je tako, slišala se mi je lepo, pač dekliško je in to mi všeč in to je v bistvu pravi razlog za ta izbor. Potem se je 4-članska zasedba ustvarila okrog tebe. Ne, definitivno ni bilo tako. Začela sva v bistvu brezciljno sva začela igrati za kitaristom Miljanom, malo vaditi čisto za veselje, tako kot vaditi kitare, malo pet zraven. Potem se bo v bistvu organsko iz tega razvijalo naprej. Ugotovila sva, da bi bilo zanimivo dodati še bobne, da bi bilo zanimivo dodati še bas. In potem so poklicala najprej Mareta basista, potem še Zlatka, itak oba že tako v teh prijateljskih krogih, tako da ja, tako se je to formiralo. Sedaj, ko sem dejal, ste 4-članska zasedba, ki združuje različne glasbene elemente. Bi lahko potem vaš žanr kar označili kot Dear Annie? Jaz mislim, da bo treba žanr definirati z vsakim komadom posebej. Ali pa ja, samo tako, kot si rekel. Res je, zaradi tega, ker imamo komade tudi že posnete naprej. Zdaj prihaja en single ven, oziroma je izšel prejšnji petek, počasi bodo pa tudi ostali in vsak ima nek svoj feeling, vsak je tudi žanrsko malo drugačen. Omenila si prvo skladbo, naslovljena je Cry Baby. Kdo je to jokajoče dekle? Cry Baby v bistvu gre za nek feeling, ki sem ga imela, predno sem šla splezati eno severno steno. In to je bilo v mojih začetkih plezanja. In ko sem gledala tisto severno steno, sem si mislila, shit, kako bom to zdaj zmogla. Nekako v meni imela sem ful nekih nesigurnosti in tako naprej. In sem v bistvu sama pri sebi govorila, da pač zdaj pa že ne bom reva, ker ni čas za to. In ta sentiment, ki sem ga takrat čutila, v bistvu je ta komad. Takrat tisti trenutek predno, ko moraš v bistvu iti ven iz svoje cone obdobja in ko se moraš v bistvu malo prigovarjati se moraš v to in ponavadi potem sledijo, ko greš ven iz te cone obdobja, neki občutki sreče in o tem govori ta komad. Tako da v bistvu je precej pozitiven, kljub temu, da mogoče na prvo žogo naslov bi lahko kaj drugega si mislil. Če sem te pravilno razumel, bi lahko rekli, da je bila to reakcija na šok. To je bila definitivno reakcija na šok, ja. Pesmi ste dodali video, vse pa se o njem vrti v krogu. To je pa posnetek, ki sem ga uporabljala za video. Video je rado zelo spontano. Posnela ga enkrat moja prijateljica, tako zelo po nesreči skoraj. In jaz sem potem, ko sem študirala, iz česa bi kaj lahko naredila video spot, pa sem malo gledala posnetke, ki jih imam na računalniku in ta klip mi je padel v oči, ampak je bil precej kratek, tako da sem ga potem zarolala, ne vem, kolikrat, 10-krat, 20-krat, ne vem. In to je to. Všeč mi je zaradi tega, ker je tudi komad je mogoče malo repetitiven in zaradi tega čist paše, da je tudi video spot repetitiven, pa tako, nekaj posebenega je na koncu. Video je tu, skladba je tu. Anja, kako razmišljate naprej? Naprej pa mislim, da moramo zdaj še kakšen komad vendati, sicer pa nek srednjeročni cilj je izdati album, tako da verjetno v roku enega leta bo album prišel ven, predtem pa še kakšen single. In to je to. Ja, pa naprej ustvarjati. Bo pa sedaj v našem radijskem eteru tudi vaša skladba, zato Anja, pošli nam Cry Baby. Super.